Dober večer. Me veseli vas videti v tako lepem številu. Danes poteka pravzaprav že 5. predavanje v ciklu Nikolajevih srečanj, ki smo jih začeli prirejati letos v mesecu februarju. Po koncu tega predavanja boste videli še najavo, kateri gostje bodo še prišli. Tako da, če boste abonenti teh Nikolajevih srečanj, mislim, da vam ne bo žal. V čast in v veselje pa mi je nocoj pozdraviti med nami častitljivega gosta in cenjenega predavatelja, patra doktorja Karla Gržana, ki nam bo govoril o večni temi, ki je vzgoja. Vzgoja za vrednote, v kateri ne sme manjkati brezmejne ljubezni. Ampak slišali bomo, da tudi brezmejna ljubezen ni dovolj, da bi ljudje bili srečni. Izvolite, gospod Gržan. Jaz vas lepo pozdravljam te vaši čudoviti dvorani, v čudovitem kraju, v čudovitem domu, s čudovito kuhinjo, s čudovitim ričetem, ki sem ga deležen. Res lepo pozdravljeni na našem premišljevanju, kot nosi naslov je malce mogoče čudno, brezmejna ljubezen, potem pa se dodaja zraven meje, ampak boste videli, zakaj je tako. Pravzaprav vse, kar bom povedal, že tako veste. Zarisano je v vas kot tisto najbolj naravno, najbolj na nek način celo logično, če nisi odtujen od naravnosti, tisto, kar je pravzaprav celo samo po sebi umevno, dokler nas ne skrotovičijo z raznimi vzgojnimi teorijami, modeli, tezami, tako močno, da zgubimo tisto prvinskost, tisto naravnost in potem kompliciramo in zakompliciramo in potem se zopet sestanemo in na drugo varianto zakompliciramo in modrujemo in pametujemo. Včasih pa je čisto dovolj pogledati, kako na to, kar mi iščemo in si želimo odgovoriti in si želimo pojasniti, reagira narava, to, kar je v naravi še najbolj naravno. Naprimer, kakšne živalce. Smo dva konička in sem opazoval, kako je vzgajala gospa Botoste, malega Botosteka, ko jo je preveč uščipnil, ko je še zizal, mu je preprosto pokazala, pa ga je uščipnila v ta zadnjo. V tisti meri, koliko je on preveč uščipnil in on je vedel. Meja. Menila ga je sicer brezmejno rada, ampak mu je pokazala mejo. Meja ne izključuje ljubezni, ampak do tega bomo prišli še potem malce kasneje. Jaz se sicer zdaj v zadnjem času ukvarjam bolj z vprašanjem, s katerim sva malce podebatirala z Bojanom, sicer z vprašanjem, in kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih, in ko sem razmišljal, ko pišem na to temo, sem se ustavil tudi pri podobi Boga. Zato sem prosil med drugim za tole tablo, ki je tukaj le, fino več listo je, ker bom 2 sliki narisal, oziroma 2 sliki. Na 2 slikih prikazal, kar želim med drugim povedati. In sicer pojem Boga. Glejte, ko so vprašali Jezusa, kako naj kličemo Boga, je on rekel, veste kaj je rekel, kličite ga Aba. Mi prevajamo besedo Aba, oče, pravilno pa je ne oče, ampak je pravilno očka. Kot je rekel papež Janez Pavel I, mogoče je Bog celo bolj mati, je bolj on, kakor on. Vsekakor pa je v Bogu ravnovesje med materinskostjo, če rečemo tako, in očetovstvom. Je združeno brezmejna ljubezen s postavljenimi mejami. Aba pomeni na eno stran kakor oče, tisti, ki postavlja meje, tisti, ki na nek način kultivira otroka, tisti, ki ga na nek način iztrga iz materinega objema, zato da ga primora v realnost.
na nek način osvobodi. Zdaj, vse, kar govorimo na rekovanjih, osvobodi mamo in osvobodi otroka za realnost bivanja. Kajti življenje ne more biti samo mamica, blagost, nežnost in sočutnost, tista brezmejna ljubezen. Ampak mora nekdo preprosto otroka, ki ga tudi ljubi, zvabiti k sebi in mu omogočiti skozi razne norije in učenja izkustvo stvarnosti. Pravzaprav ga mora za to stvarnost usposobiti. To je lik očeta. Čeprav se to med sabo preplete, zato sem rekel, dajem v narekovaje. Torej, na eno stran Bog kakor ljubezen, na drugo stran Bog kakor mejo, pravičnost. Lansko leto je bilo geslo pastoralnega leta pravičnost v ljubezni. Ampak mi je bilo zelo fino, ker je bilo najprej pravičnost, potem pa v ljubezni. Kajti ljubezen je tako občutljivo čutenje. Ko smo odprti v ljubezni, smo tako zelo ranljivi, da Bog ne daje, da bi tisti, do katerih smo odprti, ne bili do nas pravični, spoštljivi, odgovorni. Vse tisto, kar je preprosto območje ljubezni, da lahko ljubezen diha in živi, potrebuje najprej, da lahko zaživi. Če ni pravičnosti, če ni Bog tudi oče, to pomeni meja, red, 10 zapovedi, potem bi bilo zelo nevarno, pravzaprav, takle včasih rečem, če bi rekli, da je Bog samo mamica, ne? Da bi mi prevajali Aba z mamico, ne? Potem krščanstvo že tako več ne bi bilo. Zato, ker bi se tako pomehkužili, tako razvodeneli, da bi se pravzaprav že zgubili in bi nas druge civilizacije že zdavno preplavile. Na eni strani potrebujemo red, na drugi strani pa prav tako potrebujemo ljubezen in kot sem že prej povedal na primeru konjičkov, eno drugega ne izključuje, ampak pravzaprav nujno pogojuje. Jaz zelo rad govorim, v zadnjem času v Ognjišču tudi pišem o tako imenovanem vzgojnem plusu. Ne vem, če se spomnite, kaj sem enkrat je bila tale schema v Ognjišču objavljena, kaj sem takrat napisal. Rečemo, da je tale linija avtoriteta. Ali pa rečemo, to ne bo še lepše, ker gre kar, rečemo, brezmejna ljubezen, vidite, kako me nagiba bolj k crtanju, kakor pa redu, torej je to božansko. Čeprav je tudi red božanski. Pa rečemo, da je tule močna brezmejna ljubezen, tule pa šibka. Pa rečemo, da je tule, ta smer je pa avtoriteta in da je tule močna avtoriteta, tule je pa šibka. Mi gremo danes v tej smeri. Močna, zdaj spočasi razmišljam, ker mene je pred 3 leti možgan skakal in se zgubim recimo v prostoru, pa veliko sem pozabil, pa marsikaj takega čudovitega se mi je zgodilo. Torej, če smo rekli, da tule avtoriteta, rečemo šibka avtoriteta, pa močna brezmejna ljubezen. Danes gre v tej smeri. Pred to smerjo pa je bilo obratno. Je bila pa šibka brezmejna ljubezen in pa močna avtoriteta. Mi ljudje se gremo strašno radi revolucije, ne? In predhodno vzgoj rečemo, to je bilo za nič, ne? Avtoritarna ljubezen pomeni tista ljubezen, a se mogoče spomnite starejši, ko so rekli, pa še pred kratkim je govoril en možak, ko smo se peljali v Luček, da so mu starši povedali, da moraš imeti otroka takrat, da tega ne opazi, ne? To je bila živa oslarija, ne? Torej, otroka moraš crtati, ne? Otroka moraš objeti k sebi, otroka moraš svojemu objemu okrepiti, ne? Pa to je bila pač ena smer. Tako imenovana avtoritarna vzgoja, in so rekli, močne meje, treba mu je, veste, strogo je bilo, red, se spomnite, kak je bilo v šoli, ne? Tudi šiba je pela neizprostno, ne? In tudi doma. Tudi pri nas, recimo doma, če sem jih jaz v šoli dobil, se jih nisem dobil enkrat, sem enkrat pri telovadbi, ne? Me je pa upravičeno, me je tovariš malo kresno, ne? A mislite, da sem jaz upal doma to povedati, ker biš doma še bolj dobo, ne? Torej, to je bila ta avtoriteta, red mora biti, ne?
Ampak mi smo že imeli to, recimo, tudi močno ljubezen, ne, če pomislim na svojo vzgojo. Ampak predtem pa je bilo tako, ne, močna pravila, drugače pa kazen, neizprostnost. In otrok ni smel videti, da ga imaš rad, ne. To je bila pač neka teorija, po katerimi pa še danes mnogi starejši govorijo, kako imajo posledice od te premajhne objetosti. Od tega, da so jim premalo pokazali, da jih imajo radi na čisto tej praktični ravni objetosti, crtanja in tako naprej. Seveda, ker sem rekel, da se gremo ljudje radi revolucijo, smo rekli ne, to je za nič. Ne sme biti močna avtoriteta. Pravzaprav smo prišli do tega, da sleherna avtoriteta lahko otroka bojda celo poškoduje. Kaj je? Ne, da ga puta zadnji, ne, ki se hecaš, ne, to je grozno, to pridrži policija, socialna služba. Že če ga pogledaš malce bolj strogo, grdo, lahko zgubi samozaupanje, lahko doživi težke notranje poškodbe. Pravzaprav bo celo življenje čutil poškodovanost, ne, dejansko čuti, ne, ker smo s tem otroke pohabili, ne. Šli smo se evolucijo, ne, malo avtoritete, veliko ljubezni, vse za otroka. Otroku vse omogoči. Če mu ne omogočiš vsega, bo potrpel, ne samo trpel, to bojo res, kot sem rekel, grozljive posledice, ne. Kar naprej se zbuja staršem slabo vest, poglejte malo reklame. Otroku moraš dati vse. In potem prikažem na reklamah seveda srečnega otroka, ne. In starši hoče srečnega otroka. Če mu ne omogočiš to, kar ti prikazujejo, nisi dober starš. Tvoj otrok ne bo zadovoljen, ne? In ker se ta model tako zelo močno projicira v družbo, začnejo otroci dejansko to igrati. Primerjajo se z blagovnimi znamkami, ali imaš tisto, kar so pokazali na TV reklami, pa so ti starši to omogočili, ali tega nimaš. In si torej nesrečen. In otroci so dejansko res potem skoraj da kakor nesrečni. Ker ne špilamo po tej igri tako izmenovane vzgoje, ki jo zelo dobro opredeljuje, opisuje gospod Bogdan Žorč, to je tako imenovana permisivna vzgoja, vzgoja, ki pomehkuži otroka in ga onesposobi za realnost življenja. Najmočnejšo sporočilo takšne vzgoje, posledice takšne vzgoje sem sam doživel pred nekaj leti, zdaj že kar nekaj let, ko sem me povabil na srednji šolski center na Ptuj, po tistem, ko so 3 mladostniki naredili samomor. In ko smo sedeli tako po skupinah in smo se pogovarjali, sem ugotovil kaj. Ja, izjemno senzibilni, izjemno mehki, izjemno občutljivi, ma totalka neodporni na realno življenje. Vsaka stvar jih je takoj že prizadela. Sem dolg časa tudi delal v pomoči odvisnikov, ne. Veste, kako mi je bilo težko, se prav spomnim primera, starši so pripeljali deklico, ki bi morala iti v komuno. Ampak ona je rekla, da bo končala svoje življenje. In sem videl, da dejansko ne zmore, ker je bila tako razmazana, da dejansko ni bila sposobna sprejeti nobenega napora, ker bi jo zrušil, ker bi jo uničil, ker bi jo pohabil. Ampak dejansko je pred tem pohabil vzgojo. Ker je ni utrdila za sprejem realnosti. Ker ljubezen, veste, ni v tem, da ti držiš otroka v inkubatorju določeno število let, potem ga daš pa na mrzlo, ne? Seveda zmrzne. Ampak je vzgoja, ljubeča vzgoja v tem, da ti usposobiš otroka, da bo zmogel sprejeti tiste realnosti, ki so dejansko za njega neizbežne. Se mi ne terjamo od otrok, ne vem, nekih groznih stvari. Terjamo grozno, če je življenje grozno, ampak vemo, da življenje ni grozno, če ga sprejmeš, če ga živiš z določeno pripravljenostjo. Kot so rekli včasih, če imaš malo bolj debil podplat. Če si pa mehek, veste, fina kožica, potem pa si tako strašno trpeč in dejansko si trpeč. Zato je potrebno od začetka, od štarta, dejansko usposabljati po metodi naravnosti, ki je na eni strani neizmerno ljubeča, po drugi strani pa
tudi neizprosna v zahtevnosti, v tistih zahtevnostih, s katerimi se bo otrok tako ali tako moral soočiti. In jaz bi včasih prav rad, ko poslušam določene vzgojeslovce, kako pometujejo vzgoje zdaj enkrat na eno, potem drugič na drugo smer, peljal v mojo štalo in bi jim ponudil enotedenski seminar opazovanja, kako to živali zelo naravno, zelo učinkovito studira. Mi veste pa na neki blazno akademski ravni tako kompliciramo in ker smo Slovenci že sami po sebi nagnjeni polarizaciji, da se ne delimo na dvoje, da veste, da nam tole zelo fajn prav pride, ne? Če bo en rekel, da mora biti vzgoja taka, bo drug rekel ne, moramo zategniti, ne? On bo spet rekel tak, ne? In potem rabijo samo še kaj povabilo na televizijo in tam jih bo voditelj ali voditeljica dala eno sorto na eno stran, drugo sorto na drugo stran in bomo imeli šov. In se bodo dajali, in si bodo dopovedovali, in se ne bodo poslušali, in nas bodo prepričevali. In če smo še mi nagnjeni k polarizaciji, se bomo vrstili eni na eno stran in bomo zagamano proti onim, ki so butasti, tako nič ne vejo, drugi pa se bodo vrstili na drugo stran in bodo mislili isto, kako so oni butasti in so zagamani. Pa imamo slovensko stvarnost. Da ne bomo šli tipično po slovensko, bomo obranili v tukajšnjem razmišljanju tole smer. Postavili bomo trditev, ja, kot nosi današnji naslov, ja, brezmejna ljubezen, vsekakor, podpišemo, ampak z mejami. To je smer, o katerem bomo mi danes razmišljali in bomo vsako tole tako brezmejno ljubezen kot avtoriteto vzeli posamič v ogled, da si jo bomo lažje ogledali, to, kar bomo govorili, ampak na koncu boste mogli vse premešati. Tako kot v mineštvi, ste vam se čudovita mineštva, jaz rad jem in sem prav živo v tem mineštvi, se mi vidi, ne? Če bi se rekel, da naredim rad, bi rekli, no, odkud, veste, kaj rekel živino zdravnik? Jaz živim po možganski kapi, sem kaplan v Lučah, pa so očavi, več pa živim v samoti, čisto na samoti med hribi. In je prišel živino zdravnik, imam dva konjička, za druščino, 3 puščavniki smo, in je rekel, da živimo tam, kjer sem jaz, 3 buhtlimi. Pa sem rekel, za konjička vem, da ste malo bolj močni, ampak kdo je ta tretji, ne? Ne, se sem takoj vedel. Ja. No, pri mineštvi, veste, mislim, mojstrstvo kulinarike je, da so sliti okusi, ne? Marsikaj primešajo v jed, ampak tista celovitost, polnost okusa je pa tista fantazija, podpis mojstra, ne? In isto tukaj, ne? Čeprav bomo vzeli v obzir najprej, bom vprašal kaj bi najprej, avtoriteto ali brezmejno ljubezen, Milan, zbirate? Brezmejno ljubezen, čudovito. Torej, čeprav bomo govorili o brezmejni ljubezni in o avtoriteti posamič, je na koncu potrebno vso zadevo dobro med seboj premešati, zliti in ne sme pravzaprav v okusu ničesar izstopati. Torej, gospa je rekla brezmejna ljubezen, jaz sem vzel švingec, cegelc za to, z enim samim razlogom, da ne bom predolgi, veste. Ker, ko imam švingec, cegelc v rokah, potem rad govorimo o brezmejni ljubezni, še bolj rad po avtoriteti. Moram priznati, da sem mislil, da rekli avtoriteta, ker največkrat reče avtoriteta, ne? Ker to šepa in potem ljudje hoče vedeti, kaj pa je zdaj ta strašna stvar, ki se reče avtoriteta. Mi bomo imeli torej brezmejno ljubezen. Kaj je brezmejna ljubezen? Brezmejna ljubezen je to, da te ima nekdo rad v tvoji realnosti. Kaj pa je moja realnost? Moja realnost je, to ne raj rečem, da imam desno roko, pa da imam levo roko. Da marsikaj sem. Marsikaj zmorem, sem žlahten po svoje imam pa tudi levo roko, sem tudi problematičen. Hermann Hesse je rekel, v vsakem človeku se skriva potencialni svetnik, možni svetnik, pa tudi najhujši zločinec. Moja realnost je samo realna. V nekem trenutku si je človek izbral sad spoznanja, ki mu ga je Bog odsvetoval. Rekel je, če se spomnite na začetku Svetega pisma, pravi,
človek vsa izkustva ti privoščim. To pomeni, v raju Edenu je raslo mnogo dreves, mnogo možnih izkustev. Samo od tistega drevesa v sredini pa ne jej. In to je bilo drevo spoznanja dobrega in hudega. Ampak mene, pa tudi tebe, ki si tukaj, je očitno hotenje po izkustvu spoznanja dobrega in hudega pritegnilo in zvabilo v območje časa in prostora, v katerem ne le navzven izkušava dobro in hudo, ampak je ta polarizacija, se me zdaj snimam časa, da bi vsem govoril, zato je Bog Sveta Trojica, zato Bog vstopa v čas in prostor v Kristusu, da zopet ostavlja v tej napetosti, dvojnosti, harmonijo. Zato cerkev ne more biti ne na levi, ne na desni strani, ampak je Božji element, je Božji delec. Tisti moment, ko bi cerkev postavila sebe na eno stran, bi poglabljala polarizacijo. Cerkev je v službi Boga in v shemi trojstva. Ne? Ampak mi smo stopili v ta čas in prostor, da bi spoznali dobro in hudo. Ampak veste, dobro in hudo, to, da jaz marsikaj zmorem, marsikaj pa ne zmorem, da sem fantastičen, pa tudi šantov, je torej tudi v meni. Dobro in hudo, torej sposobno in nesposobno, desno in levo, je v slehernem izmed nas. In kaj je moja želja od najbližjih? Da me moji najbližji objamejo in sprejmejo v moji realnosti. Če bi me sprejeli samo kot tistega, ki je dober, ne pride malo dece, lučka, kuci, angelček. Ampak tam male dete nesejo takoj k krstu. Zakaj? Da krstijo, vcepijo v model trojstva. Kajti tudi v tistem malem detetu je dejansko sokali dvojnosti, v katero je vstopil. In bo šele v povezanosti z Bogom našel tisto ravnovesje, da bo ta dvojnost ta napetost, da rečemo med moškim in ženskim, da bo postala evolucija odnosa, ne pa boj, konflikt, destruktivnost. To je mogoče malce teže, ampak nimam časa o tem govoriti, je pa tudi bistveno. Torej, da ne bom zakompliciral, dvojnost je v meni. In od najbližjih si želim, da me spoznajo v moji realnosti, da me vzljubijo v moji realnosti, da me v moji realnosti ne zavržejo, ne spregledajo. Pred drugimi se mi delamo dobre, doma smo pa resnični. Zato bomo potem tudi govorili, kako je potrebna avtoriteta, da spoštujemo določene meje, ker je tudi problematičen tip. In jaz moram najprej za sebe upoštevati meje, ker sem realen. Zato starši, vsi imamo radi otroka, ampak ko dela neumnosti, ko prekrši meje spoštljivosti, pravičnosti, odgovornosti, mu meje pokažejo. To ne izključuje brezmejne ljubezni. Zato je tako pomemben ta realen pristop do otroka. Ne otroka idealizirati. Moj otrok je pa samo angelček, ne? Problematični so učitelji, vsi ostali vzgojitelji, župniki, zato, ker ga ne razumejo, ker ne znajo z njim. Ne? Brezmejna ljubezen sprejema otroka bližnjega v realnosti. Brezmejna ljubezen je, ko se sprejmeta mož in žena v resničnosti svoje osebnosti, ampak sta že šla prej v lastni družini skozi šolo avtoritete, ki je iz divjaka naredila žlahtno osebnost. Ne? Slovenci imamo fantastični izraz. Divjak je tisto drevo, ki raste kar tak, kak se mu zljubi. Se razrašča. Ne. Ljubezen je tako občutljivo čutenje, da je tako reče vzameš v zakon divjaka. Mora biti človek, ki je požlahtnjen. Ampak da bo ga lahko požlahtnil, ga mora sprejeti v realnosti. In brezmejna ljubezen je sprejetje v realnosti, razumete? Brezmejna ljubezen ni v tem, da jaz idealiziram nekoga. To je oslarija, to je smisel reči direkt, pa se ne morem to reči. Ampak je še slabše. Ta zadeva da smrdi. Sprejeti v realnosti. Ja, ti si vreden, ti si dober.
ampak si tudi nemočen in si problematičen. Zdaj bomo spet možnost, kaj bomo, najprej ti si dober, torej jaz sem rekel, dal primerjal, imam levo stran, oziroma to je levo, vidite, moje prostorske predstave, imam dobro, leva je tam. Imam levo, torej šibko stran, pa močno stran, kaj bi najprej šibko in močno? Jaz ste pa spet presenetili, da bi rekla močno. Kot tega. Gospa ima rada pestrost, to je dobro. Dobro, najprej bomo vzeli torej šibko stran. Glejte, tako kot mora biti v močni strani potrjen, mi morajo dati štempelj, pečat, vreden si, me morajo, je fajn, ne bi rekel, ko rečem morajo, dobro je, odlično je, za preživetje je fantastično, da me prepoznajo v moji odličnosti, tako je zelo dobro, da me prepoznajo v moji šibkosti, v moji nemoči. Tam, kjer moram biti kot vreden, kot uspešen, potrjen, dobiti štempelj vredu si, moram biti tam, kjer sem nemočen, objet in sprejet. Kajti, če ne bom sprejet v svojih šibkostih, bodo se tam v mojem življenju pokazale frustracije, kjer so pa frustracije žive, tam smo pa lahko plen za manipulacije. Kaj pomeni na praktični ravni biti objet, sprejet v svoje šibkosti? Ja, jaz marsikaj zmorem. To bi mi pasal bolj, če bi rekli odličnosti, da moram vedno omenjati tisto, ne, ampak nič hudega. Ja, jaz marsikaj zmorem. Jaz sem tudi, veste, proti temu, da imamo v cerkvi samo spoved, kjer povemo ljubemu Bogu, to sem delal narobe, to sem delal narobe, to sem delal narobe, to sem delal narobe. To je vredo, ne? Ozaveščanje realnosti, šibkosti, to je dobro, to je samo kontrola. Ampak prav tako bi bilo potrebno, in ko sem imel možganski kap, ne morem imeti veruka več, ker ne prenesejo moje možgani navzkrižnega govorjenja, prav tako bi bilo potrebno, da bi pa imeli obliko izpovedi, ko bi sedeli v krogu in bi se potrjevali v osebnih odličnostih. Prvič, kaj zmoremo in drugič, zakaj nam je življenje lepo. Ampak o tem kasneje. Zdaj smo najprej tam, kjer nas pa morajo objet, ker smo šibki. Bom jaz povedal kar primeri sebe. Recimo, kje so mogli moji starši mene sprejeti, ampak me niso znali sprejeti. Zakaj? Zato, ker so hoteli, da bi... Kaj so hoteli? Da bi bilo z mano vse dobro. In ti spregleduješ, si nočeš priznati otrokove krhkosti in ga na silo matraš, da bi bil, če že ne splošen, pa tudi tam, kjer je nemočen, odličen. Jaz sem imel, veste, jaz nimam prostor, vidite, to je tudi en del tega. Nimam, zgubljam se levo, desno, nimam, pa še marsikaj, brez možganske kapi. In recimo jaz nimam prostorske predstave. In seveda, sedel sem v prvem razredu, se najbolj živo spominjam, in smo pisali črko N. Takle se prav napiše, ne? In smo delali par vrstic črke N. In jaz sem pisal, vidite, zdaj ta hip, ko sem napisal, takole v hipu nisem videl razlike, čeprav zdaj že vidim, ne? Ampak od prvošolec jaz nisem videl tu razlike. Jaz sem delal takole. In mi je bilo prav lepo in sem bil srečen, kak znam, ne? In potem pride učiteljica, pogleda sošolca, ga pohvali, točno vem, kje sem sedel, gledajte, takle so bile klopi, v prvi vrsti sem sedel, tu so bile druge klopi, jaz sem sedel tu, sošolci sedel tu. Še zdaj vem, ker je bilo zame tako grozljivo to, kar sem doživel. Sošolec je dobil, kaj so že tukaj dali, recimo zvezdico, mene pa rekla, pa prečrtala, takle. Jaz pa nisem videl, zakaj mi to črta, če je pa isto. Jaz nisem videl razlike. In so poklicali starše v šolo in so rekli, ja, veste, se ne da, pač ne more, ne? A bi vi malo razmišljali, če bi njega poslali mogoče, danes bi rekli šolo s prilagojenim programom, s posebno osnovno šolo, ne?
Kaj res ne more, gospa, mi smo ugotovili, da on res ne more. On je niso rekli butast, ne, ampak moja mama je vedela, da ima pa strašno butastega otroka in je zelo trpela. Moja mama je hotela, da bi bil jaz srečen, ne. Če bom butast, ne bom srečen, kako sem v življenju znašel. Če ne boge črke, ne znam napisati, razumete? Pa ko smo pisali, jaz veselo pisal, tako, pa tako, pa tako, pa tako. In namreč učiteljica nam je razlagala, črko je kot kljuka pri dežniku. Se pa me zdaj, da je kljuka lahko tak pa tak, ne? Zakaj pa ne? Zakaj nam pa tako zgodbica na začetku poveda, ne? To je to, ne? Veste, jaz nisem nikoli v življenju tako grozljivo trpel, kot takrat v prvem razredu osnovne šole. Zdaj večkrat povem, kadar imam srečanje s pedagogi. Jaz sem doktoriral z področja slovenistike. Torej z tistega področja, ki so me hoteli poslati v posebno osnovno šolo. Bodite zelo pazljivi, da ne boste zapečatili otroke, končali njihovo zgodbo uspešnosti zaradi osebne nedozorelosti, pedagoške nezrelosti. Tudi ko smo prišli v srednjo šolo, kje mislite, da sem imel največ težav? Edini šus v polletju pri matematiki. In matematiko sem se mučil kot zmaj, ampak je šla za trojko. Ne, pri slovenščini. Bili so poudarjeni in nepoudarjeni zlogi. Si kar razdihnala, tebi to težko šlo. Ne, tudi poudarjeni in nepoudarjeni zlogi. Blago tebi. Kak sem jaz zavidel takim? Jaz sem na tam tak pisal, ampak vedno je bil šus. Se je zgodilo 100% narobe. To pomeni, da je posluh imam, ampak je kontra, ne? In sem imel šus, sem popravljal šus, ampak sem imel pa poleg 3 šusov fantastično pedagoginjo za slovenščino. In je ona razbrala, da se Karel matra. Če bi Karel zabušal, zasluži zaključen šus. Ampak Karel se je matril. In ona je kot dober pedagog vedela, to so sposobni samo nezafrustrirani pedagogi, zato pravim staršem, učiteljem, župnikom vse najboljše. Bog ne daj, da imaš ti nekaj zafrustriranega pedagoga, ta ubija. Ona ni bila zafrustriran pedagog. In si je na 3 čiste šuse, ker je vedela, če me še enkrat vpraša, bo zopet čisti šus, si je zmislila čisto petko. In mi je pomagala premostiti območje, ki ga je še danes ne obvladam. Pa to nič ne moti, da ne bi bil strokovnjak z področja slovenistike. Še več, samo tisti, ki imajo feler v sistemu, tam, kjer imaš ti, kjer ti možgani ne potegnejo po ustaljenih poteh, ne? Tam, kjer odličnim maturantom vse uspe, genijem ne uspe. Odlični maturanti je zelo malo verjetnosti, da bojo geniji. Oni so odlični ponavljači, znajo fantastično ponavljati, imajo fantastično memorijo. Pa to ni temeljni pogoj za genija. Temeljni pogoj za genija je, da ni zafrustriran in da ima feler. Ker če je zafrustriran, bo samega sebe zatril. Če ima pa samozavest, pa ima feler, bo pa pogruntil obvoznico, bo pa pogruntil novo smer in to je genij, to je doktor. Ni doktor, da ti znaš nekaj ponavljati. To so ponavljači. Nim nič proti. So nekateri odlični. Imajo same petke. Geniji ponavadi niso imeli same petke. Einstein je zaradi matematike 1 leto šprical. Zaradi matematike. Tako se ne smo težave pri slovenščini. Zato zelo pazite. In tukaj, veste, je poslanstvo, izjemno poslanstvo staršev, duhovnikov, pedagogov, da kak naj pedagog, če ima toliko priprave, pa toliko pisanja, in pol mora pisati, razumete že, kaj bo vprašal in pričakovane odgovore, ki jih bo dobil. Kaj delajo na ministrstvu? Kakšne ljudi imajo na ministrstvu zaposlene, da je daje taka napotila? To je čisto vzgoje ponavljavščine, ko ukalupljenosti.
To je zadušena vsaka samoiniciativnost. Katastrofa. Se spomni čudno, da je večina naših genijev bila vzgojena v tujini in očitno še bojo po takšnih pristopih. Pisati, če pride kontrola, kaj si napisal, imaš napisan, kaj ti bo on odgovoril. A ti je pamet. No to je, mora biti. Če ne ubogega pedagoga hakljajo. Kako naj se takšen pedagog posveti osebno posameznemu, če se ne more? Se on lahko še dela sam kot mašina. Mislim, katastrofa. Zato sem vam rekel, ne, tele na ministrstvo bi poslal za en teden v moje štalo. Jaz imam najboljše ideje, kadar gnoj kidam. Mogoče bi se tudi njim porodile tiste ideje, iz katerih lahko raste potem dobri rezultati. Samo predelan gnoj je vreden. Zdaj imamo pa preveč gnoja, pa premalo humusa. Se opravičujem. Mogoče sem povedal preveč, ampak sem pa povedal tako metaforično, vsi vidi, da sem slovenist, ne? Tako da, v bistvu je malo skrito, pa vendarle mogoče malo preveč povedano. Ne, ampak mislim to zelo zares, veste. Tak, jaz pa posnel sem. Dobro, sem nič hudega. Ker zatem mi je rekel on, ne, nimaš treme, če poveš, kar misliš, to jaz mislim. In to nisem treme. Dobro, gremo mi naprej. Torej, kaj pomeni sprejeti, torej, objeti te v nemoči, ne? Da ti prepoznaš otroka tudi v krhkosti. In da mu stojiš tukaj ob strani. Vsak ima tudi, ti ne, vprašaš, to vprašam, kjere stvari imaš rad, ne? Vse imam rad, rečejo. Kaj ti pa ne gre? Vse mi gre. O moj Bog, si mislim, da pa je to. Repot, da so ga uspeli narediti v odličnega splošneža, kaj ne? Vsak ima področje, ki mu ne grejo. Jaz sem recimo tehnični do konca štoraš človek. Do zdaj so mi šle 3-krat gume. Prvič, me je šla, guma se pripitila točno pred mehanikom. Drugič, na avtocesti sem klical sestro, da mi je menjavala gumo. In tretjič pa pred kratkim sem pa 1 kilometer vozil s prazno gumo, ki bi si znal menjati. Pa bi znal, to se dela malo potuho, priznam, delam si potuho. Ja, to ni dobro, ampak kljub temu, ne, je pa vendarle tehnično nespreten, ne. To potuha ne sme biti, ne. Nekaj moraš, ne, za trojko, ampak je pa tu malo šibkostne, fajn, če to ugotoviš, ne. In potem tam pomagaš otroku, da se sprejme v realnosti, ga objameš, da ne bodo ti manjki, v katerih ne bo objet, v katerih bo sam prerastel frustracije, v katerih bo lahko plen za manipulacije. Razumete to? Bistveno. Zdaj gremo pa na tiskano. To, kar imam pa istoraj, to, ne? Tam imam raj avtoriteto, tu imam pa raj to, da si, ne, vreden si. Ko smo imeli še veruk, smo imeli vsaj 4-krat na leto, tokrat ko spoved, tokrat smo imeli tudi spoved v tisti izpoved v izrazu tega, kaj zmoremo, kje smo dobri, kje smo genije, ne? In sem posedel takle otroke pa mlade okrog, sem rekel, zdaj se pa povemo, kje zmoremo. Veste, prva reakcija te starejših, ne, višji razredi, se mi pa ne zmoremo, vse kje pa mi smo, mi pa nismo, ne. Sem šel s mladimi v hribe, tole je fotografija, ko smo bili v hribih, in sem jim torej skupino, ne, da bi vse pobral, ampak skupino, ki je hotela osebno zoreti. In sem rekel, povejte mi, kje ste vi cari, kaj zmorete. Razen enega ni vedel nihče, kje so oni cari. Oni vejo, da niso, pa kje niso, pa kje še niso dober, pa kje bi še bilo dobro popraviti, ne. Ste to je posledica tega, prinese otrok domov -5, pa rečejo starši, ja zakaj pa minus, ne? Če prinese 3, je prvo vprašanje, kaj si znal. Če prinese šus, je prvo vprašanje, kaj si pa znal. Izhaja se iz pozitivnega, ampak tukaj v zadnji za tem vprašanjem so ponavljali frustracije staršev. Kajti tudi, če reče otrok,
da je dobil čisto petko, sledi tako vprašanje, koliko pa je bilo petk v silnem hotenju, da bi edini. In če jih je več, ne bodi jih treba. Tako. Ste mislili, da otroci tega na nezavedne ravni ne kapirajo, ne ukalkulirajo potem v naš odnos, v njihov odnos do nas, ne? V njihov odnos do sistemov. Kako jih mi dejansko zmanipuliramo, skrutovičimo, v kaj jih oblikuje. Se ni čudno, da se zdaj dogajajo v Sloveniji vse to, ne? Se smo jih v to oblikovali, se opravičujem. Po njih sadovih jih boste spoznali, pravi svetopismo. Vsak zmore, to imam dve stvari zopet, vedno delim, ne, polarizacije, pa prej sem tak šinfo. Torej, kaj zmoreš, kje si sposoben, druga stvar, zakaj nam je lepo živeti. To mora biti ozaveščen. Ni dovolj, recimo, da rečeš ti nekomu, kak si dober. Spravim, to je, spet me rekel grdo besedo, kjer ga moti, ne si zatisnil ušesa. To je posrana splošnost. Broza. Vam povem primer. Ko sem bil še na Razborju, je bil moj sosed šef salamijaderjev. In ko je prinesel prvo priznanje, se je že prvič kaj prinesel, zdaj me da celo šef salamijaderjev, Sevnice. Ko je prinesel prvo priznanje, nas je zbral pod vaškim orehom in nam je pokazal zmagovito salamo. In sem rekel, jaz, ker je tem, fajn, jedli bomo. Ampak preden smo mi poskusili, ne, kaj si naš, koliko časa je treba. On je najprej pokazal, kako je ta salama lepa, vizualna, ne, kako je glih prav suha, a vidite, kako je prav suha, a vidite to plesnico, kako je glih fajn plesnica, kako, razumete, zame popolnoma odvečno govorjenje. In potem, ko je končno vzel nož v roke in zarezal tisto salamo, sem rekel, no, zdaj bomo pa, ne, kje pa? Povogite, kak diši, pogledajte, kakve barve, pogledajte, kakve granulacije, kak je glih prav sestavljena. A vidite, kak je glih prav suha, ne, glih? Odlično, ne? Kdaj bomo jedli? Se bi malo se hecam, ampak kar hočem povedati je, on je naštel od te salame ne ve koliko konkretnih kvalitet, preden smo sploh to salamo pokusili. Ampak, veste, zvečer sem jaz potem razmišljal, a zna tale moj sosed tudi svoje dragi ženki tako zelo konkretno povedati, kje je ona odlična in zakaj je odlična in zakaj si je izbral prav njo za ženo. Kaj ti pomaga, če znaš hvaliti salamo? Je, odlična. Ženi pa govoriš, ti si, nisi, tam pa ni pa tam. Ona pa njemu nazaj. Mi nimamo časa, da bi se loti zdaj teme doživljajsko prenašanje sporočil, ki je ključna in bistvena, ki po večini sploh ni še ozaveščena in je temeljna za medsebojno sobivanje, ampak danes nimamo to temo. Ne? To je. Ne? A znaš ti svojemu otroku, še prej pa svoje, vidite pa še da skupaj, a znaš svoji ženi možu konkretizirati posamezne odličnosti. Kajti samo žena, samo mož, ki je potrjen od svojega partnerja, zakonca, bo zmogel potrjevati svoje otroke in če bi vi recimo ne delate v šoli. Lahko naprej povem misla, se povečuje, in potem lahko tudi potrjuješ ostale. Ker če nisi sam potrjen, težko potrjuješ. Mož, ki želi, da bo njegova žena odlična mati, mora svojo ženo občudovati in kar naprej jo potrjevati v njeni očarljivosti in v njenih sposobnostih. In obratno, žena moža. Samo tako bo lahko mož tudi dober oče njunih otrok. Iluzorno je pričakovati narodne heroje. Mi
lahko spoštujemo, če smo spoštovani. Mi lahko potrjujemo, če smo sami potrjeni. Sicer frustriramo. Ti se lahko junaško trudiš nekaj časa, da tega ne bi počel, potem se pa utrudiš, obupaš in kažeš in povzročaš, kar je tebi samemu povzročalo. Zato morate imeti radi, se vi imate radi svojega župnika, pa zdaj sliši, da imate kaplana, sem je poslal župninski list, ne? Vest jih potrjujte, da vas bodo potrjevali, ne pa šimfali. Taktika. Ne samo upravičeno je to, veste? Ne? Iluzorno je misliti, ne? Boš ti patra šimfo, on te bo pa z brižnice hvalil. On ti bo projiciral lastno doživljanje in ti bo sporočal, kaj mu je bilo sporočeno. In bo že našel nekaj, da bo vsul majčkem pelinčka, pa pogledal, če se je prijel. Ja, razumete, ne? Potrebovati torej prvič. Gledajte, ja, to sem jaz imel zdaj, dolg čas sem delal isto napake, veste. Jaz sem rekel, skoro sem hotel ponoviti staro napako. Imel sem navado reči, 5-krat na dan moraš izreči svojim najbližjim, to pomeni okrog družine, besedo spodbude. Ampak zdaj sem pa jaz pozabil in na tem šengel-cegelcu imam pa izgovor za možgansko kap, da sem pozabil, da je to bistveno premalo. Da je menda 8-krat komi, da ne pregoriš ali kolikrat, potem pa ne vem, kolikrat je potrebno da lahko kot osebnost rasteš. Mi moramo prekiniti tradicijo negativne pedagogike. Nisi pa tam, nisi pa on še ni, pa ti bi še bilo, pa kaj spet nisi, drugi so ti nisi, ne? Veste, koliko pelinami se mi nasujemo v medsebojne razmerje. Kak nam bo lušen, če jemo pa tako upelinjeno župo? Nemogoče. Dajmo spremeniti. Ampak zato se bomo mogli zavestno odločiti. Veste, zakaj je danes toliko pregorelih, toliko ljudi, ki izgubljajo svetlobo čutenj in misli? Ker smo premalo objeti, ker smo premalo potrjeni, ker nam je premalo zaveščeno, da smo in kje smo. Ni dovolj, če rečemo drugemu dober si, ampak moramo konkretizirati, zakaj si dober. Kak si to dobro zašravil? Kak si to dobro naredil? Ne se naveliča, to pravi apostol Pavel, potrjevati drugega. Kajti samo to je tisto, kar je koristno za rast, za medsebojno rast in za medsebojno sožitje. In ko zbudiš otroka v polnoči, ne da zna zmoliti oče naš, ampak otrok mora vedeti, ko ga vprašaš, a veš, kje si ti sposoben, veš, kje so tvoji talenti? Samo to morate res, ne to manipulacijo, ne me govori, da sem dober za matematiko, ne? Ampak mi povejte, no, za nepodarjanje zloge nisem, ampak sem pa za kaj druga, ne? Ko otroka zbudiš, moraš znati našteti vsaj 10 področji, kjer zmore, kjer se bo lahko razvijal, kjer je, in vsaj 10 področji, to je v polnoči, ker je zelo zaspan, večkrat moramo vedeti več, zakaj mu je lepo in lahko radostno živeti in je življenje zanj dobra priložnost. Ne si mislite, da če mu naštevate samo to, kje še ni, pa zakaj ni, pa kak je grozen živeti, ne? Da mu bomo dali dobro istočnico za življenje. Ne. To se mora naše besedovanje korenito spremeniti. Ampak najprej ga morate spremeniti vi do mene, da bom lahko tudi jaz začel govoriti bolj pozitivno. To pa je doživljajsko prenašanje sporočil, ker je ključno. Ampak na kratko povedano je, jaz moram biti od vas potrjen, da vas bom lahko potrjeval. Začeti morate pa vi, pravzaprav, če govorim svojega stališča, na začetku bo to matranje. Posebej pri nas deci, veste zakaj? In mi deci bi radi vse kar na hiter, moram se tole v roke, ker mi deci bi radi kar vse na hiter pošlite. Kaj baba, tako butasta, nič ne razume, samo to bi se držal vse, kaj komplicira, nekaj komplicira, kar napravi nekaj hoče, ne? To je skušnjava nas dedov. Če to delamo, se moramo tega spovedati. Tega ne sme biti.
moram iti naprej, se opravičujem. A sem obojno predelal zdaj? Zakaj nam je lepo živeti še, ne? Vedeti, ne? Zakaj nam je lepo živeti? To sem jaz doživel tako dobro izkustvo, ne? Jaz imam duhovnega očeta in ko grem k njemu, sem šel ponovadi zato, da sem mu potarnil, ne? Vse veste, fajn je, če imaš ti tam eno smetišno kanto. In njemu je bilo pa to dosti. In je rekel, ne hodim več k njemu, dokler mu ne bom znal do prihodnič našteti 200 stvari, zakaj mi je lepo živeti. 200, meni lepo živeti. Ne, 3, 4 mogoče. In potem mi je začel razlagati. Je rekel, ki vidi, da ne bo znano nič, in mi je začel pomagati. Je rekel, mi lahko poveš, a si se ti danes zbudil v posli? In jaz sem rekel, seveda, kje pa? Hvala za posla. Streha nad glavo? Ja, streha nad glavo. Topla odejca? Ja, topla odejca. In ko si odprl oči, si lahko prižgal luč? Ja, lahko si prižgal luč. Super. In si videl ali si slep? Videl sem, ja. Pa si slišal? Ja. Pa si imel okno odprto? Pa so pele ptice? Ja. Pa si se lahko vstal, ali si hrom? Lahko vstal, ja. Pa si dal noge od combate? Ja. In si lahko šel, na veci si šel ven, na štepunk ali imaš v veci? Imam noter. O, super je rekel, tekoča vodica. Ja. Razumete, preden me je pripeljal do veca jutranjega, mi je naštel več kot 10 stvari, zakaj bi jaz tako bil hvaležen? Jaz pa vidim to, kar ni, pa kar bi še lahko bilo, ne? To je tako, priješ, kjerim na obisk, čudovito dom imajo, veste, pa rečeš, kako lep dom imate, pa mi pa povejo, da imajo na podstrešju še eno sobo neometano, da še vse fertik. Mene pa baš briga, če imajo naredila, pa ne sobo neometano. Ja, pa ponavadi je tak, ne? Ker vsekakor, veste, mi ne smemo biti srečni, ampak vedno nekaj mora, da še ni, ne? To je slovenska sreča, kdo pisal o tem balado o Trobenti Ljubljano, to je že to napisal. Gremo naprej, kjer? Kosmač. Pa bi se lahko se polno, ne? Kosmač. Zdaj pa moramo iti na avtoriteto. A vam pa še ali ne? V redu. Mar se kjece, niste hudi. Ne. V redu, avtoriteta pa tudi mora biti, koliko časa še imam? 5 minut. Vse bi jih potem 15 minucov. Sem tako stek, da še manj. Skušal držati se to v rokah. Avtoriteta tudi mora, ste videli, da se vrnemo k temu le. Vzgojni plus smo rekli, je kaj? Močna avtoriteta in močna brezpogojna ljubezen. Zdaj smo se zamudili pri brezpogojni ljubezni, ampak prav tako mora biti močna avtoriteta in kot smo rekli, oboje mora biti med sabo tako premešano, da nič kaj ne izstopa, ampak je v tistem zlitju okusov, ne? Ki da Richardu tako prijetno aromo oziroma tako prijeten okus. Jaz bom zdaj tukaj gledal na švingel cegec, ker drugače bo predolgo. Tako. Prva stvar imam napisan tukaj avtoriteta. Avtoriteta je dejansko nič groznega ni avtoriteta, ampak je samo prizemljitev v realnost. V realnost bivanja na zemlji, kjer se poletje meša z zimo in ni ravno glihta prav luštno topla jesen in pomlad, ampak je včasih presneto vroče in je včasih presneto mraz. To je pač realnost. In zdaj, če ti, jaz včasih gledam, ne, ko je fejst mrzel, pridejo starši k maši, otroci so pa doma, da se ne bi nahladil. Bogi, veste, zelo bogi. Tako se vzgajajo revčki, ja bo bogi, zelo bogi bo. On ne bo prenesel skrajnosti, s katerimi se je mogel srečati, ampak kar zgasno. Se samo starši rekli, da žiha, ne? Oni se izpostavijo, ne? Ampak ne, nova generacija smo pa bogi, bomo pred računalnikom, bomo kaj pogledali, ne? Glih prav mora biti topel, glih, veste, tista ta prava temperaturca, lahko je mečkaj več, pa lahko tako pozim okno odpremo, manj pa ni dobro, ne? Veste, otročiček naš, ne?
zdaj pohmalne srednje šolcne, bogodetece malo. Ja. Torej, ne gre za nič posebnega, tako bomo govorili avtoriteta, ne se ba, da bo zdaj nekaj groznega. Gre samo za sposobnost sprejetja realnosti in sposobnost sprejetja tistih mej, da lahko bivamo. Zato sem jaz rekel, da bomo vzeli v roke še en cegelc, ker preprosto predolgo ni dobro, ni fair. Koliko je optimalno, da se posluša, ne? Jaz sem že prekoračil, ne? Ampak bom še malo, ne fair. Malo bom, mičkem bom ne fair, sem žiher. Se ne bom prežal. Dobre, torej, gre za realnost, ne? Tiste realnosti, ki jih pa moraš pridobiti. Ne mislite recimo, da bo to samo po sebi prišlo. Zato sem rekel, veste, tudi tisto, še v svoji celice gledam, ne si misli, da tisto deto, ki je prišlo, da je pa angelsko dovršenost. Ne. Njega bo treba na nek način kultivirati, ga usposobiti za sprejem realnosti. In Boga začne trenirati takoj. Ena od stvari, jaz bi nalaš uporabljal te malo bolj konzervativne besede. Ena od stvari, ki jih mora začeti takoj trenirati, je vztrajnost in samo po naporu dosežeš želeni cilj. Mamica da otroka na prsi, to sem slišal od Vilija Ščuka, ampak vam pravi, da mora, je že doktor že ve, 10-krat dete potegn, da dobi mililitrček mlekca. Ne? Na začetku se že mora vaditi, trudi se, da boš dosegel ugodje in zastavljen cilj. To pomeni mleko. Vztraja in trudi se za zastavljen cilj. Nekoč je ena mamica prišla poslušati profesor Trstenjaka in ga je vprašala. Rekla je, gospod profesor, 3 meseca je star moj otrok, kdaj naj začnem vzgojo? In on je rekel, Bog ga že 3 mesece vzgaja, gospa. Če še niste vi, potem že začnite, ne? Vete, že od začetka. Zakaj? Kaj ste samo otrok, ki se vadi, ki mu ne daš vse, ampak mora za zastavljen cilj vložiti nekaj napora. Seveda razmerju njegovim sposobnostim in pa njegovim letom in vsemu, ne? Se bo utrdil za sprejem realnosti. Ena takih je vložen trud za dober rezultat, to je večkrat rečem takole, ne? Če dobi otrok, pa se je matru šus, pa se je matru, je treba iti pa učitelju povedati, čujte, moj otrok se matru učiti, bo tam nekaj, skušajmo mu pomagati premostiti to zakonetko. Če pa dobi 5, pa se ni nič učil, pa treba isto iti učitelju. Ne pa, da se še važiš, ne se nauči, veste, pa dobi 5. Kaj si butast? Nima se tukaj važi. Ma tvoj otrok šmugla. Pa bo pa kradu tam, pa bo ne vem kakšen šef, ne vem kakšnih podjetij, pa bo kar na lahko kradu, ne? Vse to bo tako vzorec, moje starci še važil za to, ne? Jahtico ima, da ste na morju. Pa že 3 leta ne dela, ker je prej toliko pokradil. Ja, kar zaston, kar tak, ne? Ne se hecati. Ti mu lataš na konc 5. Ampak vmes može učitelj reči, veste kaj, jaz mislim, da je moj otrok na tistem področju talent, dajte ga malo prviti tam zahtevati več. Kaj on se mora naučiti garati. To je, veste, ni uspeh sam 5, ampak je uspeh tudi delovna navada. Je uspeh to, da se on zna pomatrati, da zna sedeti, da zna delati in je potem nagrajen. Ne delati vzorce, ki so tipično narkomanski. Zadetek. Kar tak. Tuf, se zadeneš, pa si srečen. Ne. Narava sama, ko ti upraviš določen napor, koliko ljudi, tam zdaj so imeli maraton Logarska dolina Celje, sem mislil, se jaz bi tudi mogel mogočiti, ne, ampak nisem šel, ampak na koncu se ti ljudje videti srečni, ne. Upravili so določen napor in jih je narava sama nagradila za zadovoljstvo. Jaz sem tudi srečen, vsako jutro gremo 5 v štalo, zdaj imam na gnojišču luč, pa v štali luč, končka se pasite v temi, do pol 7 se porita in sem tudi srečen.
Tudi jutra bom šel v 5, pa bi kjer rekel, kaj ti je pa treba, ne? Moram se držati v redu. No, veste, neki cmizani tam, vstati. Danes me budijo ledvice, tako da ko mi stojim. Nisem poklical, ne, pa tebe spravo hudo zarel, na ledvičkah sem pravil, malo sem se oblačil, ne morem priti, ne. Prav bi to naredil. Sam, moraš biti, jaz sem zatimo, ampak mislim pozitivno, moraš biti trmast do sebe, moraš biti ustrajen, ampak to kvaliteto moraš pridobiti. Te kvaliteti ti morajo pomagati. Zato, če je vaš otrok dobil petko, pa ni delal, ma jutri, da grete v šolo, kaj je to? Četrti. Sam ne je to vsi na isti dan, prosim. Maj se razporedite, ne? Ne učite tukaj? A ne, se reče, k vam prišel zdaj, tako je. Redom. Trening. To smo rekli, trening volje, bi lahko rekli tole, potem smo rekli tole ustrajnost, ne? Potrpežljivost, ne? To je tudi potem, veste, te besede, ki so recimo potrpežljivost, ustrajnost, se zdijo zelo zastarele, ne? Ampak so zelo nujne. Ti možda znam tudi počakati, da nekaj dobiš, ne? Ta hip hočem, če ne znori, ne? Ne gre, ne? Se to spomnim, kako smo mi čakali Miklavža. Jesen. Nebo je zažarelo, večerno nebo postalo rdeče. Oče je rekel, zdaj se spomnim, stali smo na balkonu, oče je rekel, Miklavž že peče kekse, mi smo tam stali. Kdaj bo Miklavž, ne? Jutri. Ne, rekel, hmal. Kje hmal? Čez 3 mesece, če je bil. No, pa pol je končno prišel tisti večer. Miklavžev večer. Nastavili smo krožnike. Mama je rekla, no zdaj pa pejmo v spalnico, ampak oče je rekel, jaz moram še zamenjati žarnico. Ne boste verjeli, ampak nam je vsako leto točno na Miklavžev večer pregorila žarnica. Oče je menjal žarnico, mi smo bili že bolj v spalnici, potem je oče prišel in potem, ko sem že zvedel, kako to gre, ne, sem mislila, zdaj pa gremo, ne. Se si že nastavil, ne. Je rekel, oče, ker je bila sestra manjša že, je rekel, ne, počakamo še malo. Razumete to? Počakamo še malo. Otrok se oglosi, mami, jaz bi. Ja, super. Mami, jaz bi sendvič. Super, jaz tudi, naredi ga še meni. Zakaj ne? Jaz bi nove teniske, nove teniske. Ja, malo bo Miklavž, malo bo rojstni dan, če res nujno rabiš. Sicer se mi pa zdi, da je zdaj na vrsti oče, ne? Ti si dobil pred 3 meseci, ne? Zdaj pa smo ta mesec je oče na vrsti, ne? Ja, ne boste verjeli. Tudi oče pa mama sta na vrsti. Otrok ni nič več, kot katerikoli član družine. Če hočete, da bo imel prizgojen čut pravičnosti. In ko pride k hiši obisk in prinese Milko čokolado, vi ste babica že? Kar čudovito. Potem ima babica, mogoče ne boste verjeli, dolžnost, da vzame enak štikelj čokolade kot pa otrok. Ne pa, da se žrtvuje. Se jaz ne bom. Kar ti vzemi. Kako ne bo otrok pravičen? Če se bo babica zagrebla za svoj štikelj čokolade, se bo otroku tako izostril čut presvoja, pravičnost. Jaz ne bote misliti. Če smo pa mi žrtvujoči vse, ostali, kje se ne pridobi? Otrok bo terjal še od babice štikelj. In ko bo malo odrastel, bo terjal še kaj druga, in štikelj od penzije. In bo to samo po sebi umevno. In če bo babica sprejela to vlogo dekle, ponižne, služeče skromnosti, mislite, da vas bo, saj ne govorim vam, ne? Ampak govorim primer, mislite, da bo tak vnuk spoštoval babico? Ne, ona je dekla. Ona je sebe postavila v vlogo dekle, ona je sebe zatajila. Ohranite spoštljivost, ki vam je dana od Boga. In je pred nikomu ne zametujte.
če želite, da boste spoštovani in vredni. Če se boste zatajili, boste zatajeni. Tu so pravila, veste, do vseh glih. Otrok nima ne večjih, ne manjših pravic, kot ima katerikoli član družine. In toliko, kot ima otrok pravic, ima tudi dolžnosti. Poosebiti besedico ne. Kako pomembno. Marsikaj ne moremo imeti, marsikaj ne moremo dobiti. Marsikaj drugi imajo, mi nimamo. Ampak zaradi tega ne rabimo biti nesrečni. Veste, kaj je sreča? Sreča je, če imaš osebe, ki so ob tebi sočutne in si lahko do njih sočutne, osebe ljubezni. In če imaš vsebine. In osnovno, kar potrebuje za preživetje. To je bistveno. In tukaj je treba besedico ne, da ne moramo imeti vse. Seveda zvabiti, kar ni lahko. To mi ostaja v spominu, v zadnjem obdobju sem doživel tak močen nagovor, ko sem bil na pošti in je bil tam ena mamica z otrokom in veste, odkar so pošte tudi sedaj že supermarketi, ne? To manj pošiljka tudi odgovorne na pošti. A si vi predstavljate, vzamem Luče primer. V Lučah so, mislim, da ljudje tako pošteni, ne? Ampak neka Ljubljana ali pa mesto, kjer se ljudje med sabo ne poznajo. Tam ena pošterica sedi za tistim pultom, na drugi strani imaš pa cel kup drobnarij, veste, pravi maksimarket. In ta oseba mora delati z denarjem, mora biti zbrana. Tam je pa šali 20 ljudi okrog. In na toliko in toliko ljudi so tudi kleptomani. A vi razumete odgovornih na pošti, njihovo logiko? To so visoko izobraženi ekonomisti, niso pa študirali logike, to je pa filozofski predmet. Ne? Nujno bi bilo treba, ker imajo logiko totalno šantovo. Da ne rečem, da je sploh nimajo. Kajti sicer takih neumnosti ne bi počeli. Kajti preprost kmet, ki nima končane ekonomske fakultete, takšne bedarije gotovo ne bi naredil. Ampak to je bila pa ekipa, veste, mnogih zbranih, visoko študiranih ljudi, ki so pometovali eden čez drugega in so namudrili to osklarijo, ki jo lahko danes gledamo po vseh poštah v Sloveniji. Adijo pamet. No, ampak jaz sem hotel nekaj druga povedati. No in tisti otrok tam zagleda, seveda nekaj zagleda, ne? Ker tisti, ki pač zavijajo svoje izdelke, veste, točno zavijajo, ne zavijajo neki papir, ampak pisanje. Tak je, sam kliče, ne? Izdelek sam kliče, vzami me, rabiš me, brez mene ne bo srečen, ne? Potem, če še gledaš kakšno reklamo, tako veš, da si butaš, če ti ga ne uporabljaš, ker že tako vsi uporabljajo, ne? In boš ti uporabljati nekaj reci za cajtom in dejte to zagleda. In reče, mami, imel bi, ne? Pa se ni velik, ne? Mogoče ti stane evro. Pa veste, tista mama je rekla ne, ker ne rabiš. Ampak jaz bi bil pa to. Ne rabiš. In ta otrok je bil močen značaj, mama je bila tudi močen značaj in jaz sem gledal, veste, kot tekmo, sem jo, kdo bo zmagal. Dete je začela tuliti, ne? Mama je poravnala račune in je rekla, greva. Ne? Mama je se obrnila in šla. Dete se je vrglo po tleh. Kot bi na suhem plaval, cepetal, tolko, kričal, tulil kot zverina. Sem gotovo, a bo zmagal? Bo zmagal on ali bo zmagala mama? Mama je šla in je zmagala. To je bila tista kritična točka, na podlagi katere je on osvojil sposobnost reči ne. Če mama ne bi zmagala, če bi zmagal otrok, je zgubila, ker je pokazala model. Prihodnič, če ne bi se pokorila njegovi želji,
Bi sam malce bolj zatulil, točno bi vedel, kako zdaj njej je naresno, otrok takoj čuti, ne. Mami je nerodno, ne, zato izkoristimo priliko, ne, malce bolj zatulimo, malce kričimo, potem še imaš kako nespametno trgovko, ki bo rekla, gospa, saj je samo 50 centov, ne. Ne gre 50 centov ali 10 evrov, ne. Če ne, je ne. Ker ni potrebno, ker nisi na vrsti, ker bomo dali teh 50 centov za uboge, ne, tudi dobrodelnosti se moramo naučiti, iz teorije, ampak iz prakse, tako naprej. Trening, ja bi sam prebral še, trening, volje, skromnost, posebej besedico ne, spoštljivost, ne, zelo nujna je spoštljivost. Meje morajo biti, ne. Komunije, sem bil dolgo časa v komuni, nisem bil odvisnik, ne, ampak na razbori sem bil v komuni. Pa tudi, če bil odvisnik, jaz sem časem kar zavidel, 3 leta doživljajske pedagogike, wow, kako bi bilo dobrodošlo. Sem prepričan, veste, da bo čez nekaj časa, ko bo postala zadeva že nevzdržna, prišlo spoznanje, da je treba otrokom dodati še vsebine za radost bivanja, ne samo za poklicno izobraževanje. Pričakovati to od staršev je iluzorno, ker se ne znajdejo. Tu bo mogel dejansko pomagati sistemi izobraževanja. Kako? Se pa ne ve, ne? Potreba to oblikovati, ne? Tam, v komuni, recimo, če nekdo nekoga udari, tisti hip beži leti s komuni. Meje so. Meje spoštljivosti, pravičnosti in odgovornosti morajo biti. Če zažgejo kruh, mora iti zažgan kruh, kajti samo enkrat ga zažgejo, nikoli več. Če ga pa ne bi pojedli zažganega, bi jih pa še 20 zažgali. Se tako vse. To so delali ko so delali raziskave na možganih. Mogoče se vam zdaj kruto, ne? Ampak meja, ki ne zaboli, ne naredi. Meja mora zaboleti. Zdaj, kako recimo pokazati v šoli meje, ne? Da zaboli in naredi, ko so ti vzeti vsi inštrumenti, ne? Pomeni veliko vprašanje. Mnogo vprašanj še. Ampak tu se bomo mogli vzeti skupaj vsi. Učitelji, starši, duhovniki, stranoglave in domisliti tiste vsebine, tiste pristope, tiste modele doživljajske pedagogike, na podlagi katerih bomo pomagali otrokom v zadovoljstvu življenja, v realnosti bivanja. Nakratko rečeno je model to, kar smo slišali danes. Brezmejna ljubezen z jasnimi in neomajnimi mejami. Jaz se vam zahvaljujem za vaše potrpljenje, ura pa 15. Prekoračil sem, ampak tak je bilo. Potem sem se dal potrudil.
Dejc ima nedvomno glasbeni talent med mnogimi ostalimi. Upam, da zna tudi ostale našteti, ker smo jih našteli. Ne? Zato je pomembno ozavestiti, da vemo, da mi moramo slišati, da smo vredni. Žena mora od moža slišati, da je vredna in mož od žene in to vsak dan sproti. Mnogo manj bo pregorelih. Iz samozavesti bo mnogo več prebojene radosti. Ne? Otrok mora slišati, da je staršem dragocen v realnosti svoje osebnosti in je objeto nemoči in dobi štempelj v svojih močeh. In je eno in drugo v kontekstu vrednosti, izvirnosti in neponovljivosti njegove osebnosti. Ne? In so zato tako dragoceni trenutki, ko ne hitimo drug mimo drugega, ampak se ustavimo, se zaznamo, se prepoznamo, si izrečemo tisto, kar si v družini pomembno izreči, da potem lažje živimo in pa preživimo. Ne? To so strašno pomembne zadeve. In ko so krizni časi, so te zadeve še bolj pomembne. Kadar se daljša noč, se ljudje zbirajo ob svetlobi. Ne? Ko je navzven težko, se morajo ljudje zbirati ob svetlobi, ki je sočutna bližina drug drugega in se ogreti in se ukrepiti in si nabrati moči. Samo tako se odganja mračnost misli in turobnost notranjega počutja. Ni druge variante. Tako se je človek grel navzven in navznoter tisočletja. In mi, odkar smo pogruntali štrom, pa TV, pa računalnik, tega ne moramo spremeniti. Evolucija teče bolj počasi in ne prenese tako naglih sprememb. Prej smo se brali, ali bo možen prehod iz knjige na bralnik, na elektroniko. Sami to nepojemljivo. Za kratek čas je kot zanimivost. Potem pa možgani tega ne bodo prenesli. Evolucija ne gre tako sunkovito. Ne? Poskus bo. Ampak ne gre. Sem tu pa nesel tudi ene knjigice. Prej sem rekel, zoper trgovino na poštah. Temu se že umali. Čeprav dam vse to založbe, ne? Ker iz knjige ne dobim. Pri založbe Ognjišče je išlo nekaj knjigic, torej Mislim na dosti. Če se malo považim, ta knjiga je išla že v približno 13,000 naklade, ker je za slovenski prostor izjemno veliko in zdaj je zopet že pošla. Sem v bistvu te zadnje izvode dobil. Pošla je knjiga, ki je bila namenjena za starše. Tu so pogovori z mladimi. Napisal sem jo po tistem srečanju z mladimi na Ptuju. Je pa v bistvu konstrukt moje pogovarjanje z mladimi. Noter so pa prav takšni izzivi, kot je tule, da mladi sami sebe vprašajo o tistih zadevah, ki jih spodbudijo k razmišljanju vsebina, ki so za njih dobrodošle. Potem je živetje priložnost, sama knjigica govori o tem, sakramenti so življenje. Jaz sem malo prej govoril o bližini, o dotiku, o moči sočutja. Na nivoju duha je to dotik z Bogom. Ne? Je Božji dotik, je Euharistija. Doma mora biti dotik, da se krepi moč srca. Ne? Tukaj prav govorim usporedno, ne? Sakramenti so življenje, sakramenti srca v naši medsebojni bližini in sakramenti duha v dejansko tej navezi z Božjim. To je pa knjigica, ki jo je Manca, to sem spet považil, da vzeti pa očala gor, uvrstila med knjige meseca svojo. Je pa napisala, to je knjiga, ki pomaga
Zato sem jaz tako težek, ko se važim. To je knjiga, ki pomaga živeti svetlo in zveneti modro. V njej bomo razbrali, kako prepoznati svoje življenje v priložnosti. So zopet zgodbe. Jaz sem prej tam naprosil, da bi pomagal, če bo kjer hotel. Gledajte, vse te 3 v kompletu so 10 €, daj pa 10 centov manj kot 10 €, sto pa 2 knjigice skupaj vezane. Tako ceno ima pač ognišče. Če bo kjer hotel, potem. Tako, zdaj pa, če ima kjer tako vprašanje, misel, spoznanje, mi bo prav dobrodošlo. Če kjer želite vprašati, kakšno misel svoje spoznanje dodati. Je bilo preveč misli. Zdaj mene življenje zelo izziva, pa ne morem nehati misliti. Moj problem je, da ne morem nehati misliti. Najbolj intenzivno mislim, kadar kidam gnoj. Edini moment, ko lahko neham misliti, je pa, ko zlak srco kosim, ker tak negražno vrešči, da še misliti ne morem. In zato tudi rad zlak srco kosim. Tako je. Ja, prosim. Prvo moram pohvaliti, vesela sem, ko sem vas spoznala, pozdrav vsem ostalim tudi. Dosta vas poslušamo v sobotah, ne spustimo daj tistih, zelo so mi všeč. Ampak imam pa eno vprašanje. Ste krasno zdaj izpostavili, ne nehate misliti. Meni dostakrat reče vključno mož in ostali. Zakaj za trenutek ne nehaš misliti? A se da nehati misliti? So ljudje, ki še trenutke ne mislijo? To moramo zdaj vprašati ostale. Miselni procesi so dejansko neustavljivi, ne? Tečejo vedno in je zelo dobrodošlo, če so obdobje, ko intenzivno mislimo, ne? Razmišljamo, pa obdobje, ko gremo na sprehod, ampak zopet pravijo tisti, ki se ukvarjajo s proučevanjem možgan, da takrat še bolj fino mislimo, ne? Zato so bile grške šole, ko so se učenci in učitelji sprehajali, ker takrat so možgani še posebej dojemljivi, pa ko spimo, se zopet dogajajo miselni procesi in se marsikaj uskladi, uravnovesi, dopolni, ko si niti ne mislimo, ko je meditacija, mogoče, torej meni zelo veliko pomeni, jaz sem tam tudi kapelica in se usedem in to je pa mogoče trenutek, ko ne mislim, ampak me nekdo misli, ampak se kopam v njegovi misli, ne? To meni te trenutki tihote v povezanosti z Bogom so neizmerno dragoceni. Takrat pa misel počiva, ampak takrat pa, če rečem, da nekdo misli, da sem njegov lahko bi rekel, da sem takrat v misli ljubezni, ne? In mi je neskončno blago in prijetno, in takrat nimam dobene potrebe, da bi kaj zakompliciral, ampak se ponavadi, kot doživlja otroku naročje matere, zelo umiril, skladi, dopolni. Ne vem, odgovor na to vprašanje. Ja, hvala ste mi dal, ker tudi jaz se najbolj počujem nekaj o molitvi, ali pa takrat, da malo izklopom tisto čistalno misliti. Mi bomo vzamemo, da malo misliti. In zdaj sem ravno pomislil, da bi vam kmalo flomaster vzel. Žep si dal. Vidite, skos mislim. Še dobro, da sem pomislil. Včasih je dobro, da pomislimo. Vse se ne bi preveč sekiral. Ni pa lepo, ne. Ja. Veste kaj, jaz bi se vam zahvalil za vašo pozornost, zato ker ste, za vaše zgodbe življenja. Želel bi vam, da si zelo zaupate, da niti v trenutku ne podvomite. Ko boste pa hoteli podvomiti, pa navežite svojo misel na Boga, kajti on ne dvomi o nikomor izmed nas, ampak neizmerno zaupa, predvsem pa neizmerno ljubi. In jaz sam pri prav tem odnosu, kaj sem rekel, ne, naravnosti, to koničkov, ne, dobim navdih, ampak v povezanosti z Bogom, kot sem vam prej rekel, Aba, ne, očka, ne, je kot mati in kot oče. Dobim prav tako mnogo spoznanj in uvidov, ki so neskončno dragoceni predvsem zato,
ker ko misliš na Boga, tudi njegovo bližino doživljaš in te kot oče krepi in kot mati to laže. In ljudje potrebujemo eno in drugo. Tak lep večer vam želim, pa mnogo, mnogo lepega naprej. Hvala vam res. Spoštovani pater Gržan, jaz bi se vam pa rada v imenu naše župnije, nas vseh, ki smo danes tukaj in pa seveda v imenu našega gospoda župnika, se vam lepo zahvalila, da ste bili danes z nami, da ste prišli od daleč in z nami podelili vaše izkušnje. Pozdravlja vas tudi gospod župnik, je zbolel in se opravičuje, ker ne more biti tukaj. Bomo, hvala. Zahvalo pa vam podarjamo knjigo Od oboki svetega Nikolaja, ki jo naša župnija izdala ob 100-letnici, smo praznovali pred 2 leti. Morda boste v kakšnem trenutku našel čas, pa je zanimivo ga tudi o nas prebrali. Najlepša hvala.